Okay, bomo kar počasi začeli. Ljudje, ki prihajate noter, kar pridite, nas nič to ne moti, če še kdo pride. Ja, spoštovanje se je. Lele, ok, super. Sam da vas imamo nadzorno. Ne se je to po mal daljši uvod, lahko se vse vešto. Kar sproščeno. Mi imamo danes tukaj ekskluzivo, namreč Tomo mora biti kasneje na Odmevih, tako da začrtano je nekako tako. Začenjamo točneje kot ponavadi. Pogovor bo trajal cirka dobro uro, recimo tam od 9:05 bomo končali. Zaradi tega, ker bi jaz zelo rad, da potem v tem nekem neformalnem druženju ljudje, ki želite pristopiti do Toma Križnarja in naših sudanskih prijateljev Nagmija in Idrisa, ki sta dobrodošla, ahnen vsahnen, afon. Da se lahko z njimi pogovarjate, preden bo Tomo moral iti na RTV. Tako da nekako tako smo si začrtali. Zdaj, kot neka uvodna predstavitev, ki vedno pritiče našim gostovanjem oziroma pač našim javnim pogovorom, seveda najprej hvala vsem in vsakomur posebej, da ste se udeležili tega dogodka v tolikšnem številu. Rad bi vam povedal samo eno stvar, bom zelo kratek oziroma čim krajši. Jaz sem bil eden od 4 Slovencev, ki so leta 2003 šli s karavano več 100 zahodnih aktivistov v Irak. Karavana se je imenovala Živi ščit. Kako sem jaz prišel sploh do tega, je bilo tako, da me je Marta Gregorčič, takrat aktivistka, danes predavateljica, poklicala enkrat dokaj pozno po noči. Jaz sem imel neko žurko pri sebi doma v študentskem stanovanju in je rekla, Erik, ne se smejati, ampak jaz grem v Irak s to karavano. In jaz sem rekel, če greš te, grem tudi jaz. Ampak s streznitvijo so potem prišli te neki misli. Jaz pravzaprav nikoli nisem bil do takrat izven Evrope. Nisem si znal predstavljati, da bom šel kar v Irak. In potem sta me Andrej Morovič, ki je tudi šel z nami dol, ta 4. oseba je bila pa Eva Mann, so me zvlekli v Krajn na predavanje Toma Križnarja, o katerem sem jaz marsikaj slišal, marsikaj tudi vedel o njem. In to predavanje, ki ga je on takrat z nas imel v Krajnu, in to je bilo predavanje o dogodivščinah milo rečeno, dogodivščinah v Južnem Sudanu, v Nobskih gorah, v Sudanu nasploh in tako naprej. Mene je to nekako pripričalo, da sem jaz potem šel v Irak. In jaz vam to govorim samo iz enega preprostega razloga, zato ker je to res. In vse, kar se je po tem mojem prvem potovanju zgodilo, je pač pravzaprav, meni je to spremenilo celo življenje. Razlog, da sem jaz zdaj tukaj, je zato, ker sem šel v Irak, zato, ker sem pred odhodom v Irak bil v Kranju na njegovem predavanju. In vsakič, ko imam javni nastop, bodi si v tej obliki, da se z nekom pogovarjam, ali sodelujem na okrogli mizi, ali imam pač, ki se reklo, svoj nek nastop. Vedno imam v mislih to, da lahko, ne glede na število obiskovalk in obiskovalcev, ker hvaležen sem v enaki meri, če bi vas 5 tukaj sedelo danes, vedno imam v mislih to, da lahko je vsakič med nami nekdo, ki se mu bo pač lahko tudi kaj premaknil v glavi, ali da bo neko novo odločitev, ali nekaj in tako naprej. In to je to, kar pravzaprav Tomo Križnar meni pomeni. Veliko pač. Da ne bi zdaj izgubljali nadaljnih besed, gremo kar na... Jaz sem pa takrat, tisto leto, ko ste vi šli potem v Irak, zelo težko ostal doma. Ko sem jaz slišal, da greste, me je tako potegnilo z vami, jaz sem takrat čutil, da je to zdaj. To se bo zapomnilo. V arabskem svetu bodo vedeli, da pa nismo bili vsi za napad na Irak. In meni se je zdelo, da moje mesto je tudi z vami, tam dol, braniti tiste ljudi nedolžne, pa tudi manj nedolžne. Sej, to, kar se jim je zgodilo, da danes vemo, da je bilo absolutno narobe. In da ni konca in kraja vojni, da se nadaljujejo. Leta kasneje sem gledal na National Geographicu eno oddajo o tej vojni v Iraku, kjer je en general, visok general ameriške vojske,
rekel, da bi veliko bolj tolkli, če ne vedeli, da so tam dol tudi ti norci od ščita, živega ščita. Tako da verjetno ne veste, koliko življenj ste rešili takrat. Meni so živeli mravljinci po koncu. Takrat, ko jaz to doživim, pa vem, da je prav govorim. No. Sem ganjen. Je pa vse to bilo res, to moraš vedeti. Tega ti prej nisem povedal, zaradi tega, ker je računam na to, da bova imela enkrat eno tako priložnost, kot je današnja, da to lahko zdaj povem. Ne? Samo mimo grede z njegovo partnerko, Bojano, sva se prej dogovorila, ko je Tomo tukaj urejal tehnične stvari za današnji pogovor. Vidva bo ta šla zdaj v kratkem v Irak. Tako da vsi ti kontakti, ki sem jih jaz v 16 letih nabral tam dol, bojo čakali dol, hranili, mazili, pazili in tako dalje. Gremo zdaj, mislim, se zmenimo vse to obstojno, to ni zdaj pravi trenutek za to. Spremljamo situacijo v Sudanu, nenavadno hitro se odvijajo stvari, ne? Še posebej, kot je tisti človek, ki izvede puč, pol odstopi v manj kot enem dnevu in tako naprej. Situacija je zelo neizvestna. Meni je super, da te lahko vprašam o situaciji v samem Sudanu z vidika vaše humanitarne akcije, ki ste jo naredili skupaj s Klemenom Miheličem, skupaj z vsemi ljudmi. Kje je zdaj ta vaša vrtalna naprava in kompresor, kje se zdaj to nahaja? Imate kakršnekoli podatke oziroma kakšne so zadnje informacije, kje so te stvari? Zadnje informacije iz sobote so, da naša vrtalna naprava je v Sudanu, da je 29. marca po planu priplula z ladjo in bila izkrcana, da pa je obtičala, predno se je zgodil vojaški udar, zato ker so zahtevali Sudanci še en dodaten papir. Naš partner Sulejman Džamusno, ki ga vidite večkrat na sliki se pojavljati, je pred odhodom, prednje ladja odplula iz Kopra, zagotavljal, da imajo vse papirje, da je vse v redu. Mi vemo, da mu najbrž prisluškujejo, zaradi tega ne upamo po njem dosti več vrtati, ampak sam sodim, da gre spet za en znak sudanske kleptokracije, ki pač si izmišljujejo zadržke in zato običajno vsak tujc za vsako humanitarno vozilo, kjerokoli človekoljubno akcijo plača, zato da se jih reši. Že leta 1983, ko sem priletel z Tomosovim 49 kubičnim avtomatik mopedom v Khartoum, sem čakal 3 tedne, da sem ga dobil z carine, pa sem imel kar nekaj pasaž, s katerim bi jaz lahko samo prevzel motor že na letališču, tako kot bicikl, pa marelo, pa smuče. Ampak ne, 3 tedne sem se mogel boriti z njimi, ker so hoteli odkupnino, jaz pa nočem odkupnin plačevati. Podkupnino, ne odkupnino. Podkupnino, ja, pravilno. Pravno je podkupnina, ni legalna kupnina, ni podkupnina, ja. Pač to je značilno za seveda Sudan, zelo, zelo značilno. Tako da mi upamo, da je vse v redu. Jaz zdaj upam javno povedati nekaj, ampak ne sme to govoriti, da smo mi tik premije ladja odplula na ta 2 Mercedesova tovornjaka naštimali 2 sledilne naprave in je to tako preprosto, da kar na telefonu, v svojem telefonu lahko spremljaš, kje zdaj je. GPS, pa zemljevid se vidi, pa kje je naprava. Tako da smo bili maksimalno odgovorni. In zdaj, če jaz vtipkam, vsak dan povečkrat vtipkam gor, pač mestič pošljem in potem bi mogla prijeti nazaj slika, kje to je v pristanišču pod Sudanu. Še zmeraj slika kaže, da je to v Kopru. Takrat so odklopili, ko smo odklopili baterijo, akumulator od tovornjakov, takrat se je tudi prekinilo napajanje te sledilne naprave. Tako da, ko bodo zalaufali, to pomeni, da bodo spravili iz kontejnerja, odprtega kontejnerja, te 2 naša stroja, takrat se bo, upam, tudi pokazali, kje je in potem upam, da internet oziroma transmiterji mobilne telefonije v Sudanu toliko delujejo, da bomo lahko sledili, kam bo šla
In če jo kuj ukradli, da bomo mi vedeli, kje je. Potem bomo šli pa znati v vojsko dol, pa tako naredili nad Irakom, tam dobili vse, rešili in z tega naredili dokumentarni film. Več igrani dokumentarni. Ja, ponavadi delajo igrani, ne dokumentarni, tam je preveč resnice ponavadi. Kako spremljaš, kako gledaš na situacijo v Sudanu, na sam razvoj situacije? Meni je bilo super že vas tri poslušati prej, ko ste se pogovarjali o tem, kateri poveljnik, katerih džanžavidov, kje zdaj sedi in tako dalje in tako naprej. Če lahko samo orišeš stvari, ki jih poznaš veliko bolje in intimneje razumeš veliko bolje, kakšne so pravzaprav tvoja pričakovanja, kakšna je situacija zdaj in kaj misliš, da se boš odvijalo naprej? Kako kaže dejansko tako? Ne kaže dobro. Ne kaže dobro. Ta kleptokracija, ki sem jo omenil, no, pa tudi ta islamski ekstremizem, kako njega imenujemo, da prav, ta mahdizem, no, je tako globok zakoreninjen v sudansko družbo, da se ga je zelo težko rešiti. Nekako se ga pa ne da rešiti tako, da se odreže par glav. Ne. Najprej so eno, to je bila predsednika Omarja Beširja, potem so ta drugo, to je bila od tega nesojenega voditelja začasne vojaške vlade, konci sveta, no, ki so ga ustoličili, mislim, da v petek, v soboto je že dal odpoved sam, potem so zaprli še nekaj jih, nekateri šef, recimo, nacionalne varnosti, oziroma intelligent and security servis je sam odstopil, Goš, taka je kriminalc, mislim, ki je zločinskega, išče Haško sodišče skupaj z Omarjem Beširjem in tem glavnim klavcem iz Darfurja, ki je bil nekaj časa šlo minister za humanitarne zadeve, oziroma za človekove pravice, ta Mohamed Harun. Ahmed Harun, to je moj, ja se poznava, hvala Bogu, ne to kot z vama. Meni mu zaprt ga takrat, da je to 2006, ja. To je tudi družba, ki ima še zmeraj veliko tega, kar je ostalo od lova na sužnje, no? Tega rasizma, tega, da bolj, ki si svetu, več si vreden, bolj, ki si temen, manj si vreden, in če si temen, ni več narobe te uloviti in te ukrasti in zlorabiti za sužna. Tega je še zmeraj v Sudanu veliko, v bistvu suženstvo še obstoja, sam je malo druge vrste, kot tisto, ki smo ga imeli zahodnjaki tam v 15-16 stoletju, ko smo delali eksperimente, kako iz človeka izžeti vse. Na San Tomažu, na tem otoku tam v zahodni Afriki, jim tudi za jest niso dajali, ker so videli, da se črnci znajdejo in nekako še znajo zasaditi pa nek najdeti za jest v tropskem okolju. Tudi obleke ne dajati, tudi strehe ne nad glavo. Še psu daš, streho pa hrano. Tem, ko smo jih vozili potem v Brazilijo, čez v tej trgovini, na kateri smo mi bogateli na zahodu, še Slovenci smo imeli tega koristiti. Cel svet takrat je bogatel, z tega je nastala Evropa, moderna Evropa, Amerika, recimo. Sužni so zgradili ameriško infrastrukturo. Ta suženstvo v Sudanu je drugačen, ampak je še zmeraj grozen. Jaz vem, ker sem poslušal to tokrat, jaz kot bel, jaz sem bil car, mene niso upali biti nikoli, zato tudi upam presaravati po Sudanu, ker vem, da so bili tepeni takrat potem, ko so magdisti v Sudanu ubili generala oziroma guvernerja britanskega Charlesa Gordona, je prišla na vojska 15 let kasneje, v kateri malo kje učijo, še mi v Jugoslaviji, v socialistični šoli so o tem nismo učili, takrat so zmasakrirali od 10.000 do 100.000 sudanskih dervišov. Zdaj, če se čudimo, odkot terorizem, pa zakaj ti občutki do nas, pa zakaj nas vedno manj marajo,
To se da vse razložiti z zgodovino, s poznavanjem zgodovine. Sudan je bil leta 1977 sem prišel prvič najbolj prijazna, gostoljubna dežela na planetu. Za nas, turiste, popotnike, je bil Sudan nekaj tako lepega leta, da je še zdaj kar naprej hoden dol, pa ni važno, je vojna, a je bolezen, a je arest. Jaz sem vrd Sudan. In vem veliko ljudi, da smo takrat mi bili deležni neko obdobje je bilo, ko so se dekolonizirali in potem so začeli res sanjati, da bodo Sudan spremenili v žitnico arabskega sveta in tam med obema Niloma v El Džeziri so res nadaljevali, ker so Britanci začeli, namakali so in ljudje so se veselili, dežela je bila polna praznega, zelo malo ljudi, pa ogromno prostora. In, meni se zdi, da so vsaka veselka pride. No. Vse to vidva lahko potem še kaj povesta. Sudan je bil najboljša dežela na zemlji, ker sem jih jaz iskal kdaj. In, a ni prekletstvo, da se lih njim to zgodi, kar se zdaj dogaja. Ampak jaz mislim, da se jim to zgodilo zato, ker so vse barabe Afrike in Arabije in Azije vdrli tja, ker so tako gostoljubno sprejeti. In napako so najbrž naredili Afričani v Sudanu. Sudan bila Sud, arabsko pomeni žela črnih ljudi, da so jim dajali zaporočiti svoje dekleta. In skozi to so se tujci potem dogrebili do zemlje. Ne? In potem so bili vedno močnejši. To v Sudanu kar naprej poslušamo, kako so prišli ti Turki, Mohamed Ali, pa potem so prišli ti trgovci iz službi, pa drugi trgovci, pa špekulanti s tem, pa z onim, pa prodajalci megle. In danes je Sudan res, poleg Konga, jaz ne vem, Somalije, najbolj trpeča dežela. No? Zdaj se čist nič ne ve, kaj se bo zgodilo. Jaz trpim z njimi vred, se tresem, stalno gledam informacije, da slikah vidite vse te naše prijatelje, s katerimi smo se recimo 10 let trudili, da smo potem lahko to vrtalno napravo poslali v Sudan, ampak glejte, lih prispela je, se je živ vojaški udar, ki smo ga seveda, prosili smo Boga in Allaha, da se zgodi. Ne? No, da se je zgodil, ampak za te indigene ljudi, staroselske ljudi, ni videti, da bo kaj dosti boljš. Ker po njihovem odnosu do staroselcev in kot je spoznali. In nažalost, vsi ti generali, pa ti security guys, pa ti džanđavic, nimajo nobenega odnosa do staroselskih ljudi, ker so pa meni najbolj nedolžni, meni se najbolj srce odpre, ko sem z njimi. In zato se bojim, no? Zato vem, da če bomo pozorni, kot smo zdaj, hvala Erik, da si to organiziral, če bodo mediji to prenašali, se bodo vsi tisti, ki se zdaj grebejo okrog tega korita, vsi ti prešiči, recimo, bolj pazili, ker malo se pa le bojajo, ker se še spomnijo, 150 let nazaj taka vojska prišla, ko so ubili Charlesa Gordona, pa nekaj nun, pa nekaj avstrijskih, italijanskih trgovcev, da se ne upajo vsi, mislim, in straho spoštovanje vlada do nas, ker so takrat zgubili toliko članov, da se še danes vse družine spomnijo, koga vse so Britanci pobili s novimi strojnicami, Maksim. S tem so imperialisti zmagali takrat v Afriki. Da lahko vprašam nekaj na tej točki, to se nekaj super točno, da se naredil za to vprašanje. Situacija je taka, da pač novinari ali pa recimo diplomatsko osebje ali pa humanitarni aktivisti, ko govorimo o ljudeh, ki so vezani na neko specifično območje na svetu, in se stvari začnejo kuhati, tu pa tam in tako naprej. Ni neobičajno, da dobiš recimo kakšen klic, jaz sem preveč ekstremističen, ampak dobijo drugi kakšen klic, ok, pomagajte nam razumeti razmere na tem terenu, na onem terenu in tako dalje. A je tebe kdo iz MZZ-a, torej Ministrstva za zunanje zadeve, kdo iz Pahorjevega kabineta, kdorkoli iz Slovenije, od teh predstavnikov nekih oblasti, kontaktiral? Za voljo razumevanja situacije tam, oziroma za voljo vprašanja samega, kaj je z vašo vrtalno napravo? Andrej Šter, ki
ki vodi konzularni sektor na Ministrstvu za zunanje zadeve. Na vezi smo z Aljo Brglez, ki je svetovalka predsednika Pahorja. Pred 3 tedni smo se povabili na obisk k našemu predsedniku. Prav splošno, če bi šel z nami, da bi jo čuvali, ker to je zdaj toliko donatorjev, toliko 1000 ljudi je pomagali spraviti skupaj 185.000 evrov, da je to tudi nadaljevanje neke Drnovškove politike. Drnovšek je poklical, Drnovšek je hotel pomagati, je pred Božičem 2005 povabil v palačo in vprašal, kaj lahko pa jaz naredim za Nube. Je rekel, da je prebral mojo knjigo Nuba čisti ljudje in da zdaj ga zanima na tej poziciji, kot je, kaj objavljal lahko naredil. Pa sem jaz takrat rekel, zdaj so v Nuba prevzeli vso zaščito Američani. V Darfurju se je začelo dogajati, pred 3 leti in tam se vse ponavlja na isti način. Marginalizacija, iztrebljanje domorodnih Afričanov. Zdaj se gre tam za vodo. V bistvu klimatske spremembe pomagajo rekrutirati ljudi, ker podtalnica se znižuje, Sahara napreduje 7 km na leto, ljudje morajo bežati proti jugu, pritisk je na ta vulkan, kjer je še voda, Džebel Mara, kjer je največji podzemsko jezero pitne vode na planetu. Dejte nekaj za Darfur narediti. In je pač takrat on začel svojo akcijo Svet za Darfur. Niti ne Slovenija za Darfur, ampak Svet za Darfur. In je pritegnil velike akterje. Posod je bil takrat angažiran in iz tistega v bistvu bi res takrat lahko ratalo, ker sem bil jaz poslan, kot njegov poseben poslanc med upornike, Podbregar, kot šef naše Sove, je bil pa poslan v Kartum, v Beširju, z mirovnim predlogom, ki je bil najboljši. Je zahteval, da se povabi zraven vse različne predstavnike sil v Darfurju, se pravi civilne družbe, pa tudi upornike. In župane prav tako kot verske voditelje, to je bila Drnovškova ideja. In tako bi tudi lahko nekaj ratali. Ampak drugi, niso pustili tega, drugi so se takrat v Abuji pogajali in ko je naš Vajgl prišel v Abujo s tem predlogom, malo kasneje tudi smo bili še dol, seveda, so ga dobesedno, pa si vi greste tam v Sloveniji in potem je dobil pismo od Kondoleze Rice, ki je takrat sekretarka, mislim, da je bila sekretarka je bila Kondoleza, kaj si vi greste tam v Sloveniji? Malo pogledajte, kje ste, pa kdo ste. No, in tako se je naša akcija takrat končala. Od takrat naprej dejansko ga ni bilo nobenega, ki bi sam poklical. Se pa mi silimo, mislim, zdaj smo povabili predsednika, da gre znam, rekel je, dajte en dober razlog in mi smo povedali, ta dober razlog je ta vrtalka, vi greste zraven, gledajte, kaj bom pa delal, bom bolj simbolno zraven, protokolarno, jaz sem kar pač povedal, kako mislim, za upubotek bo špricnila voda prvič, to mi dele miška, in mi bomo vsi iskali, brez vina bomo pijani od tiste vode, Zdaj, vmes se je zgodil ta udar in jaz še zmeraj mislim, da so možnosti, ker Pahor je spremljal te naše prijatelje z Nubskih gora, velikrat smo se srečevali, k njemu smo hodili, 20 let v bistvu je nekako spremljal, kaj delamo in nam verjame, jaz vem, da nam verjame. Mi pa tudi ne želimo verjeti, nekaj naredi, da bo, ne vem, da se malo manj počutili katastrof. Jaz ne pred umrl, kot na lukne. Čekaj, prej si omenil Abujo, torej Nigerijo, glavno mesto Nigerije. Kje so zavrnili vse to na sedežu časa? Takrat so Američani in Britanci in drugi vodili pogajanja med sudansko vlado in uporniškimi frakcijami v Darfurju v glavnem mestu Nigerije, Abuja. To je bilo maja 2006,
No, začeli so že prej, ne, že predno smo sploh, prej se je začela Drnovškova iniciativa. Drnovšek jo je v bistvu nekaj časa ignoriral, ampak potem je poslal svojega svetovalca. No. In Weigl je bil dol in so ga res odslovili, mislim, kaj se vi greste, pogajanja so tle, pa ne morajo biti drget, pa je potem Weigl dobil podporo v Nemčiji, da bi to organizirali v Nemčiji, ne, Drnovšek je dobil podporo. Pogajanja bi bila lahko v Nemčiji in zagotovo bolj poštena, no, ker ne bi toliko sledili samo interese ene strani. Sulejman Džamus nam je povedal, ko je samo en komandant polniških skupin, to je bil Mini Minavi iz Sudan Liberation Army, podpisal to, je Džamus nam povedal, to je dogovor, kako bodo tujci razdelili Darfur. Ne? Na eni strani mi, ne, zahodnjaki, na drugi strani ti, ki se imajo za Arabce v Kartumu, pa njihovi financierji, Saudska Arabija, Katar, Emirati. Ja. Trk se tepejo sloni, trava trpi. Trk se pa ljubijo sloni, pa še brnjeva. To je afriški pregovor. Ne moram sem ga vprašati za Abuja, sam da vem, če je Abuja, ker, dobro, to mi ne bojo verjeli, ti veš, da je res, jaz sem včeraj prišel iz Abuja. Zanimiva neka naključja. To nisem vedel, jaz sem bil tam zaradi nekih drugih stvari, ampak ja, nekaj to, ne, kak Nueri Dinke v Sudanu, Fuleni in Hausa v Nigeriji, ne, ista stvar. Fulani? Fulani. Ja. Sem malo navletel. Mislim, da ste rekel, da so Nueri Leni. Mislim, da pobijajo Dinke, pa Dinke pobijajo Nuere. Zdaj je bilo 400,000 pobitih ljudi v 5 letih. Pa spet mediji ne prenašajo, ker nam to napaša. Ne? To je sramota za nas. Mi smo kao pomagali južnim Sudancem, afriškim ljudstvom v Južnem Sudanu, k odcepitvi od tega severa, od ljudi, ki so prav tako Afričanci, tam se imajo mnogi za Arabce. No. Da koristi, ne, taka identiteta. No. In zdaj jim tudi tle nič ni ratno, da tudi tle so vojne. Ne, in, ne vemo, koliko smo mi prispevali k tej moriji na jugu Sudana, koliko so v Sudanu, v Kartumu prispevali, koliko so še drugi botri zadej. Ampak dejstvo je, no, da se Nueri pa Dinke sovražijo, da je to tradicionalno, zato ker verjamejo v boji, da je Bog samo njim dal vse krave na svet začuvati. To je zelo nevarno tako misliti, tako verjetno. Vse je v bistvu vsaka vera lahko nevarna. Ne, vpliva, to je software. Se to različico bi jaz tudi rad dokumentiral v Nigeriji, gre za isto stvar. Ampak bomo o tem imeli priložnost še glede na to, da gre za dolgoletni projekt drugič govoriti. O tem, kaj zanima me, preidiva na Nube. Krožajo nas fotografije Nube. Yes. Povedal si že prej, da situacija se za staroselska ljudstva v Nubskih gorah, Darfurju in tako naprej ne bo bistveno spremenila. Verjamem, da razumemo vsi, zakaj ne. Ta rasizem je res globoko zakorenjen v arabski družbi. Ampak kakšna je konkretno situacija v Nubskih gorah v zadnjem času? Kaj nam te fotografije, ki jih gledamo in so si jih ljudje tudi preogledali, sporočajo? Z Bojano smo zadnjih 6 let vsako leto v sušnem obdobju v Nuba in dokumentirava naprej, pripravljava več dokumentarnih filmov, jaz novo knjigo pišem in tako sva predlanskem decembra med snemanjem lakote, nove množične lakote v Nubskih gorah, ker so ljudje oblegani, ker jih še naprej bombardirajo in napadajo in ker si ne morajo za to zadosti hrane pridelati, ker morajo stalno nekam bežati. V tej lakoti sva kar nekaj zagledala tele okončine, ki jih vidite tukaj na slikah. Ljudi brez prstov, brez ušes, brez oči. In sva videla, to je lepra. Hansenova bolezen, ki jo prenaša
Hansenov bacil, potem norveškem raziskovalcu, ki je 1870 izoliral ta bacil. 100 let človeštvo ni vedelo, kako zdraviti to, in zato so bili pač gobavci, kot jim rečemo pri nas, čeprav to nima kaj dosti zveze z gobavostjo. Gobe so koristne, gobe preganjajo bakterije, ne? Ampak tako zgleda bolezen, kakor da cel truhniš, ne gniš, truhniš, prežive telesu truhniš. 100 let ni bilo zdravil, potem so 77. leta odkrili, da lahko pomagajo 3 vrste antibiotikov, nek koktejl, in od 70. leta naprej po svetu povsod tisti, ki zbolijo za to nalezljivo boleznijo, lahko dobijo zdravila. In to od Svetovne zdravstvene organizacije, ki ima v statutu napisano, da mora, če se pojavi gobavost, odreagirati v 48 urah. Mi sva z Bojano lansko let marca po vrnitvi začela takoj s akcijo, prosila sva na Nacionalnem inštitutu za varovanje javnega zdravja, če nama lahko pomagajo, ker gobavost je bolezen vseh nas, človeštva je, to je bolezen, nas vseh, mi truhnimo, naše celice truhnijo. Jaz, ker sem 7 let kolo gonil po svet, ne vidim več mene, sebe izoliranega od ostalih 7 milijard. Jaz se čutim povezanega, jaz sem še zdaj navdušen nad vsemi temi izkušnjami, ki sem jih takrat dobil, ko se je tle pripravljalo na vojno in je tudi bila vojna, in je tudi tle umrlo v naš bližin 300-400 tisoč ljudi. Zato se meni kuj zdel, da midva truhljiva in da moramo midva najti zdravilo za najadva. No, naš nacionalni inštitut v Ljubljani je pomagal, da je šla naša ministrica za zdravstvo k generalnemu sekretarju Svetovne organizacije v Bruslu oziroma Ženevi, in takrat sta z Vesto Petrič, prijateljstvo, kar rečem, hčerko doktorja Petriča, našega velikega diplomata in tudi svetovalca našega predsednika, dobile obljubo, da bodo preučili, kako spraviti zdravila recimo v te prepovedane cone, to je poleg Ljubskih gora tudi Modri Nil, pa tudi vrh Džebel Mare, tam tudi ne sme, ker so furi, SLE Abdelwahida, kako do teh ljudi spraviti zdravila, ki pridejo v Sudan, k njihovemu nacionalnemu inštitutu za varovanje zdravja, kot vse druge članice, podpisnice Svetovne zdravstvene organizacije. Zdravila so v Kartumu, kako jih spraviti na ta področja, kamor pa ta sudanska vlada, ta islamska, fundamentalistična, vojaška diktatura ni dovoljevala, ne dovolj nikogar. Mi vse to delamo ilegalno. Čeprav, če sem jaz prav tebe razumel, v enem od najnih telefonskih pogovorov si celo rekel, da sudanska vlada, torej v Kartumu, zanika, da bi sploh bil problem gobavosti. Ja, to so tudi na Madagaskarju, recimo, naši misionari, ki so delovali na Madagaskarju, so imeli borbe, da so smeli dobivati zdravila, ker pač Združeni narodi, če ena država reče, tega ni, pa ne smete tja, oni ne grejo. Pa so plačeni za to, pa bi mogli, oni rešujejo čast, bi mogli iti, pa ne. No. Ja, mi smo v Iraku takrat, oprostite, leta 2003 vedeli, da je vojna zdaj pa res neizbežna, da zdaj se bo pa res zgodila, veš kdaj? Takrat, ko so Združeni narodi začeli umikati osebje iz države. Tako, oni so naprej obveščeni, da je stvar resna. In tudi tle so bili obveščeni in so se iz Ljubskega gora in Modrega Nila umaknili 31. maja 2011. 2011 se je začela nova vojna 6. maja. Ta islamska hunta je bombardirala tudi Združene narode. Jaz sem priletel naslednji dan, ko je bila njihova baza pri Kaudi v Ljubskih gorah zbombardirana, in
smo komaj pristali, ker so bile luknje po pristajalni stezi in tam požgana kapija Združenih narodov. Glejte, pa to ni noben napisal, pa objavil, pa nikjer na svetu. Zato človek težko živi potem, ko to vidi, pa hoče to povedati, pa ne more. Zato sem vam jaz zelo hvaležen, da mi pomagate se reševati teh travm. No. To je tiranija v glav, tisti ljudje kričijo, človeško je, da se pove, ne, za vse te slike, ki gledate. Ne. To ne moš pozabiti. Edina rešitev je, da narediš nov film, pa da napišeš novo knjigo, pa da greš govoriti vsem, kjerkoli te hočejo poslušati. Ja. Gobovost je en tak problem. To, da Zahod ni odreagiral na naše poročila, ne, na naše slike, na klice na pomoč, do danes niso, nisem zaključil. Takrat mi smo čakali do decembra je prišel končen odgovor, da zdravstvena organizacija ne bo naredila nič, ker oni ne morajo tle nič narediti. Ok, pa smo se pa zmenili, da bomo poklicali nemške zdravnike, ki imajo Ljudske gorake na majhno bolnico Franjo. Ti ljudje so požrtvovali, jaz jih že dolgo poznam, veliko let, in njim bi mi zaupali 20.000 evrov, ki je naše ministrstvo za zunanje zadeve ponudilo za zdravila. Da bi nek dobil na črnem trgu, mogoče v Afriki, te zdravila, ne, ki se ne smejo tako handlati, ampak bi pač to šli. In nemški zdravniki bi to kupili in bi začeli program. Treba je program narediti, vsak dan se morajo zdravila jemati, eno leto pa pol, odvisno, kakšna vrsta gobovost je, vsak dan je treba vzeti zdravilo in potem se ljudje zazdravijo. Se pravi, niso več, ne truhnijo več. Ne prenašajo tudi. Ne prenašajo več, če samo za enkrat vzamejo. Samo že naslednji dan po prvem zaužitju je bakterija toliko zdelana, da ne morejo več naprej se šupiti. Niso več kužni. Ja, niso več kužni. Tako preprosto, se pravi, čisto simpel. No, in ker, mi smo se takrat decembra zmenili, da bomo pa februarja, ko bomo midva nazaj z te nove zadnje poti, se dobili v Ljubljan in da bodo prišli nemški zdravniki, pa naši predstavniki in da bomo najdeli nek način, kako bomo to pač pošmugljali. No, najprej smo zvedeli, da je tistih 20.000 evrov ni več na voljo, ne vem, kam so šli. Drugo, pač da je zaradi bolezni sestanka ne bo in potem vse skupaj vodno pada. Tako da je zdaj midva sva na tem, da to peleva dol sama, v ruksokih, tako kot prej kamere, in da bo sama začela nek program v sodelovanju z tem sejmom Ars Elektronika v Linzu, ki poskušajo neko napravo izumiti, ki bo te pacijente opominjala, da je treba vzeti zdravilo. Nekaj, ki imajo psi, prostite, da ga pikne, recimo, če predeleč leti, ali pa, če preveč moha kuzle, nekaj tazga. Ne vidva zaenkrat še druge rešitve. Ampak, ta izkušnja, to je tisto, kar še posebej skrbi, ker mi kaže, da gre tudi za trohnenje, da tudi Evropa trohlimo, da ti le tam dol fizično trohlijo, mi pa zgleda, da je moralno, nekako, kar nagre, kar je bilo nekoč zelo možno. To 100 let nazaj, jaz mislim, da bi se že najdel kakšen Albert Schweitzer, ki bi letu, ko je šel v Gamborene, v Gabon in so ga podprli, so mu pomagali, lejte, danes pa ni tako simpel, vedno težje je. Zato se mi zdi, da se zgubljajo vrednote, a pa, ne vem, recimo sočutje, ki je značilno za človeško vrsto od samega, 100.000 let, milijonov let prebiti. Tudi bonobi poznajo sočutje. Volkovi, zdaj slišimo, poznajo sočutje. Sočutje ni prišlo z nekih religij, ki so prišle z neba na zemljo, je prišlo z zemlje ven, je potrebno za preživetje nas. Sočutje je plod evolucije. In jaz prosim, ne gre evolucija naprej, da bomo preživeli in to fajn. Jaz sem zato, da
uživamo pred smrtjo. Jaz verjamem v življenje pred smrtjo. No. Ja. Ja. Veš, kaj me sem zanima, to je moje zadnje vprašanje po tistih 15 oziroma 15 do 20 minut še predvidenega pogovora tukaj, ne? Pred nekim neformalnim druženjem bi jaz takoj poklonil vam in bom prinesel mikrofon vsakomur, ki bo hotel oziroma hotela postaviti kakršnokoli vprašanje. Rad bi samo skozi tale leta tvojega oziroma vajnega, vašega aktivizma, tega Sizifovega dela, je danes težje, je letos težje, je bilo lani težje kot 5 let nazaj, je bilo 5 let nazaj težje kot je bilo 10 let nazaj. Kako gledaš na to stvar? Čeprav se mi zdaj zdi, da odkar sva z Bojano skupaj, da vse rata. To je Bojana, mimo grede, da boste vedeli točno. Zaprejo me res ne več. No, letos bi po vseh zakonih, ki vladajo v Južnem Sudanu, jaz sem moral spet končati v tistem zatohlem, vročem podzemlju pekla nacionalne varnosti v Džubi. Pa so me kar spustili, ker je angel varuha znal to poskrbeti. Jaz mislim, po en stran je biti manj nevarno, no? Ker kaj pa jaz vem. Ampak po drugi strani je pa odziv vedno manjši, recimo, kako je bilo lahko pred 15 leti, recimo, ko smo naredili z Majo Vajs, ta prvi film Nuba, Čisti ljudje, kako je javnost to razumela, ja, to smo pač znali povezati s tem plemenitim, dobrim junakom, devjakom iz francoske revolucije, ne, Rousseau, recimo. Takrat smo še imeli nek odnos do teh staroselskih ljudstv, ne vem, ko smo se igrali kavbojce pa indijance, jaz sem zbiri hodil biti indijanc, no, in malo še ne hodil biti kavbojc. Zdaj se pa zdi, da vse več jih hoče biti kavbojc, no. Kavbojc, zakaj? A je to res vpliv medijev pa popularne kulture, a se res v svetu nekaj dogaja, no, da nas špricajo zdaj iz aeroplanov in mi utopevamo. Jaz imam ta občutek, da je bilo prej veliko lažje se angažirati, pa povezovati, pa si zaupati, pa si verjeti, da nas zdaj ta cona udobja, ki jo pogosto opisujemo, kar naprej slišiš cona udobja, pa cona navidezne varnosti, pa to, da nas res pohablja, no? Da je res prav, vidim še, ne treba ven, Madonna. Življenje je tam, ki se udobje neha, to je rekel nama en župnik. Da je to nec ne droga udobje, ne? Se to nič nastane, ki dosti več gospodarje, da nam dajo pač tile bombončke, ne? Vse veste, kako opice lovejo. Opice nam dajo cukr, ki niso navajne in to za njih, tako kot za nas heroin, ne? Se utrga in potem, ko zauhajo bombon v duplu, tam taka luknja narejena, lahko premera, da gre taca not, pa prime bombon, pa ne gre več ven. Se pa ujamejo, ne? Če bi bil refleks v možganih te naše sestrične, pa bratranca, šimpanza, da spustil to, ne, bi se rešila, ne? Tako jo pa dobijo viset poj, ne? In se mi zdi, da na tem funkcionira sistem, pa brez da bi ki dost zagovarjal teorije zarodke, tako to vsi beremo. Meni so teorije zarod tako, kot recimo to srednjeveško trubadurstvo, ko so smeli samo trubadurji pet, kar se jih dogajali takrat. Ne? Ampak v tistem moti je bilo mrske resnice. Ne? To nismo vsak reči. Ena ženska to rekla, so jo zažgali na krmat. Je bila čarovnica. Ne? Drugi je bil sovražnik ljudstva, je bil razglašen za terorista. Mene zanima, kako si spet pridobili nazaj zaupanje, ki je nekoč bilo, sploh pa recimo tiste leta po dekolonizaciji v Afriki, ne, ker se res lahko posodšil, to je bilo tako lepo. Jaz sem tek 65 let star, ko sem 20 let star, sem štopal vse povsod.
Jaz sem šel brez denarja, zelo kobaso, pa liter šnopsa, pa pasnuš, pa ena škatlica filmov, ne. Pa smo šli čez Saharo, pa posod bil doma, no, to je bil tako lep svet. Takrat smo si zaupali, ne, smo se spoštovali, se mi zdi pa, da se spreminja ta osnoven odnos, da se drugega po 11. septembru vedno bolj bojimo. 11. september je prekletstvo, je hudičev del, dobesedno. Od takrat naprej je manj zanimanja za druge kulture, mi na Zahodu se hočemo zapirati, nekako bunker. Če je turizem v komercialne namene, ni več tistega iskanja, ki je bilo tako značilno, no, jaz ne vem, po drugi svetovni vojni, ne. Ko smo se hoteli učiti drugega, ko smo vsi kar vedeli, da ne morajo priti rešitve samo z ene kulture, ampak da je treba vse dati skrb, tako kot bomo mi dale predpustili našega Nahmija Mosta iz Sudana, ne pa Idrisa, recimo. Jaz sem bil samo forefather, jaz zmeraj poskušam vam dati besedo, kot nekoč Sulejmanu, ki ste ga videli, ki čaka dol na našo vrtalko. Vi res to čutite, niti približno si ne moramo predstavljati, kako je, če ti kolejo, recimo, cel pleme Zagava v Trfolju. Jaz se čutim ogroženega za sebe, prebiti, ne vem, da nam ta prva, pa se bojim biti zadnja, pa kako je vam, ki vam iztrebljajo ljudstvo, recimo, kako je to? Pa drugim v Sudanu, ki vas terajo, da se pobijate med sabo po taktiki ubij služna služnem. Kako mora biti to grozen, da ne moreš svojim ljudem dopovedati, vojska, pejt v podporo ljudstvu, ne čakati, da bodo tujci vse pobrali zdaj spet. Da pa videl povejte kaj, V luči tega, da seveda razumemo, da se marsikdo ne želi izpostaviti zaradi razmer v Sudanu, ki lahko zelo hitro preidejo, tako kot so v Egiptu z Al-Sisijem, ampak če bi želela karkoli tukaj povedati, vaše pričakovanja, vaše vajne travme, karkoli želite, prosim, tukaj imate mikrofon, oziroma oba mikrofona, pa kar nagovorite ljudi, kolikor želite. Ok. Jaz sem zapustil Slovenijo pred 16 oziroma 17 leti, pač sem živel od tega 12 let v Sudanu, po zadnjih 4 letih sem bil v Saudski Arabiji, pač moram reči, da vse, kar je napovedal Tomo, to drži, mi zdaj res Sudanci doživljamo eno tako situacijo, ki to, mislim, ne moram res opisati, niti v času komunizma, takrat, ko so bili Angleži, nismo doživeli to, kar doživimo danes, oziroma v zadnjih 30 letih. Vsaj Sudanci so zelo potrpežljivi, tako pa naravi. Zdaj pa je prišlo pač do konca, da so kar predvsem mladina, večina, ki so zdaj na cesti, so bili rojeni med tem, mislim, režimom, in mi sami nismo se upali, mislim, nažalost, naša generacija, pa še starejši, ali pa si bil iz toj stranko, vladajočo stranko, ali pa si bil teh, nisi se upal, pač lahko so marsikaj naredili, da aretirali, mučili, ubijali v zaborih. Se pravim, dobro, oni so pridobili večina ljudi na svoj stran, mislim, odkupljeni, niso bili pač, ker da dobiš zaposlitev, mislim, hočeš svojo družino oziroma preživljati, ne moraš, ker
edin, kar je bilo, mislim, na razpolago, to je ta javni sektor, ne. Privatni sektor pa sploh ni deloval, mislim, da je razpadal, ne. Ni bila industrija oziroma privatniki, ne. In večina, ki so imeli korist, mislim, od te stranke, ne, v bistvu, oni so živeli, ne, drugi pa ne. To je res žalostna, ne, situacija je pač prišla do tega, da ni bila država ni funkcionirala, ne. Sudan zdaj kot država v bistvu je razpadla, ne, v ekonomskem smislu in totalno, mislim, ker moram reči, da smo imeli dve državi, oziroma dva sistema, ne. Oni so imeli paralelno, ne, svoj sistem, ne, in dobro, na videz je država oziroma državne institucije, ne, ampak oni so imeli istočasno, ne, od takrat, ko so prišli državnim udelom, ne, 89 leta, so od takrat, ne, so imeli svoje institucije, ne. In seveda, bez ta denar, ne, oni so dajali, mislim, svojim, ne, institucijam in svojim ljudem, ne. In vse kot veste, ne, Sudan je zelo bogata država, ne, tako, če gledamo resurse, ne, v agronomiji, živinarije, ne, pa nafta in zlato, ne, ampak v 30 letih oni so toliko robali, mislim, država, ne, da neč ni prišlo, mislim, preko državnega proračuna res ni bilo kaj videti, ne. Zaradi tega ljudje živijo, mislim, bi rekel, večina, ne. Ne vem, če zaslužijo $1 na dan, ne. V bistvu iz dneva v dan, ne, so živeli in zdaj je prišlo do totalna, mislim, spruha, ne. In mladine zdaj, ker oni so živeli, oziroma so bili rojeni v tem sistemu, oni so znali res, kako ne, z njim, ne, vse te njihove igre in tako naprej, ne. In je prišlo do vrhunca, ne, tam decembra, ne, 19. decembra, ne. No, od takrat do dan danes vse v Sudan, ne, v bistvu, ne. Mladina, zdaj to je že ena kultura, ne. Vsak dan moraš demonstrirati, ne. In to so začeli tam v raznih četrtih, ne, gredo, ne, 2, 3, ne, zažigal eno gumo, ne, tam, ne, pa začnejo, ne, pa pridejo za njih, ne, te milicije, ne, oziroma te paravojaške enote, ne, in do dan danes je bilo ubiti mladih, ne, mlade življenje, mislim, študente in zdravnike in odvetnike, ne, okrog cirka 150, ne, je bilo ubitih, ne, in v 4 mesecih, ja. In so ubijali dosti ljudi, so mučili, ne, je mučili v zapori, ne, in ne vemo, na tisoči, ne, so bili aretirani, ne, zdaj so jih, seveda, pod pritiskom so jih pustili, ne. Jaz sem imel svojega bratranca, ne, odvetnik, ki je bil zaprt od 31. januarja, ne, zdaj pred 3 dnevi so ga pustili, ne. So ga mučili totalno, ne, mislim. Skratka, ne hočem reči, da res to je začetek, ne, uspeha, ne, nismo še uspeli, ne, odstraniti
vse te, ne, glavnega kipa smo že danes ran, ne, prav, ta simbol, ne, diktator Bašir, ne, pa njegov namestnik v 24 urah, ne, pod pritiskom so ga zamenjali, zdaj je šel v penzijo, ne so ga je. Skratka, upamo, da pod pritiskom tudi, da bomo res dosegli, oziroma vse, kar zahtevamo, ne. Mi hočemo v bistvu civilno vlado, ne, tranzicijska vlada in hočem reči, zdaj je Afriška unija, ne, tak svet, za mir in varnosti so jim dali ultimat 15 dni, ne, da morajo ta vojaški svet ne mora predati oblasti civilne vladi, ne. In hočem reči, da zdaj res novice so ne iz dneva v dan, ampak vsako minuto je ena, mislim, še vedno ljudje demonstrirajo, ne, pred ministrstvom za obrambo, ne, in to je od takrat, ko so zasedli, ne, tisti prostor 6. aprila, ne, do dan danes. In jutr je napovedano tudi ena tak množična demonstracija, ne, vseh teh treh mest, ne, to se pravi Khartoum North, pa Omdurman, pa Khartoum, ne, da vsi gredo tja, ne, pač hvala Bogu, ne, pa res ta mladina, ne, oni so razumeli, ne, vse situacija in imajo upanje, da bo res vodili državo, ne, in jaz trdim, da so res sposobni, ne, ker so bili tako izorganizirani, ne, v 4 mesecih, tako so mirovno res vodili cela demonstracije in zelo je tako, mislim, izorganizirano in zelo na nivoju, ne, mislim, tako, ne, slogani, organizacije, tako na nivoju, ne. In se je res se tako pokazalo tudi Sudan v 70 letih, ne, te naše vrednote, ne, res smo jih doživljali zdaj v teh 4 mesecih, ne. Zdaj res smo ponosni, ne, da vidimo, da to, kar smo imeli, ne, gostoljubnost, pa solidarnost, pa sožitje in toleranca in tako naprej, ne. To vse zdaj lahko vidimo vsak dan, ne, na teh demonstracijah, ne. Kako so moški, mladina, otroci, ženske, vsi, ne. In jaz trdim, da bomo zmagali, no. Hvala. Ja, vse je povedano, kar je mogla povedati, samo da mogoče kakšne par besed, če bi kakšen najdem povedati, da smo ali ponavljali nekaj stvari. In kar je Sudan, je recimo od 30. junija leta 1989 do 19. decembra lansko leto je bilo vlada vodena, recimo država delili, recimo, po več različnih pokrajin, recimo. Ker država Sudan in celota je bilo 18 republika, pa zdaj pa 18 republika, prej je bilo samo 6, recimo. In to pomeni, recimo, vsake plemena so dali eno kraja same vodenja. In to so ločili, ki ljudje ni mogli biti skupaj živeti. In vsake skupine bomo naredili nekaj med sabo banditci, paravojaki, vojaki, džanđaviti, pa tek, recimo vsi ljudje med sabo pucajo, recimo, ena drugega.
In vsaki hiša ima najmanj 10-15 puške, recimo različne, granata pa ne vem kaj. In te ljudje so Sudan ne mogli živeti skupaj. Ampak poleg tega je Sudan varen za tujci. Ker tujec ne sme biti strah imeti. Kakorkoli lahko miru živiš. Ni tako kot v Kongo ali pa Ne, absolutno ne. Kenija, kjerkoli. Absolutno ne. In tega oblast, ki je bilo, recimo, ali še danes oni nadaljevanja za Bešir oblast, ker te aktualni predsednik je bivšega predsednik, ki je 24 ur od vstopu, a to je ena družina, recimo. Dejansko, recimo, pokrbi družina, recimo. Ni bi rekel, recimo, to je samo družina po vojaški, ampak pokrbi za družina, recimo. Bešir je sestra poročen od Tisa Ibn Auf. Ibn Auf je sestra poročen od ta aktualni predsednik. In Ibn Auf in tele, oni so vse sestrične bratranci, med sabo. To je nekaj, to naredili, ampak oni so poškodovali ne samo Sudan, recimo Nubsko Gora, ali Blue Nile, ali Darfur, pa to, vsele Sudana. Nikjer niso ga uničili. Zemlja so prodali. Gospodarstvo so kratili. In Sudan je država, ki po vrstnem, so mednarodnih indikacija kaže, da so Sudan lahko ohranil vse Afrika in Bližnji vzhod. Ja, ohranil so. In lanski leto, recimo, leta 2018, grof statistika, recimo, ker ljudje, ki za opozicija, ki danes govorijo, recimo, povedali, sudanski GDP je prehitevala Saudska Arabija. Ampak katera denarja vse so okradali, so nikjer ni. In zemlja so prodali. In Port Sudan je prodali, mogoče vrtali napravo, zdaj ni stoji sudanski zemlja, ampak tuji zemlja, ki je prodali, ti kaj del. In zato, ker ne vemo, ampak zdaj zadnji del, recimo ta 19. decembra lansko leto do danes, Sudanci, kako je nekaj rekel, njihov vrednota kot dobili nazaj. Zdaj čutimo mi kot Sudanci ponosom, ker mi smo Sudanci. Ker ta 4 mesec, te ljudje niso poškodovali, nobenega tuji lastnine, nobenega cilja niso porabili, ampak samo mir. In so zahtevali njihove pravice, ubili med njimi, provokacija, vse so naredili vladne stranke, karkoli, ampak ljudje so nadaljevali svoje milijonih in ampak nekaj to dosegli. Ampak še naprej nadaljuje in želimo, da oni so dobili vse, kar je manjkalo. In pomislim, da Afriška unija danes vstopi v pravi stran. Oni so dobili nekaj podporo, Saudska Arabija, United Arab Emirates, Bahrain, so dobili nekaj podporo, ki lahko pomagali materialno in ne vem nekaj tak, ampak to ni bo pomagalo. So Sudanci, ki so zdaj odločeni, grejo do koncu. Ni pot nazaj. Zdaj, recimo, rizika. Če zdaj danes mirovno ga pustili, boste slišali, recimo, masakr. Ker toliko vojaki zdaj stojijo ker vojaki zdaj varuje tele demonstranci. Ti se vojaki, ki so vstopili stran demonstranca. Zdaj, ta vojaki, če jutri, ko ta demonstracija je končana, tele vojaki so rekel dezertari. Potem bo vojaški zakon, ta ljudje vse mora biti vojaki sodišče in kazanje zelo jasno, Sudane poznajo vse od tega. In zato ta demonstracija mora do konca peljati. Ali je kar bo en mesec, 2 dni, 1 leto, ni važno, ampak mora priti do konca. In vse na Sudanci, vse na Siveti, kjerkoli, so enotni, enambiceni. Ker prej ljudje v Kartumu niso videli, kar dogajalo v Nubsko Gora in Darfurju, ker medija bila zaprta. Ja, medija niso prenašali. Ampak zdaj ljudje na slogan, ki porabijo, recimo za brada reči, kako pogledaš? Ja, so združili ene slogan, oni rečijo, vse na Sudan je enotno, vse na Sudan je Darfur, vse na Sudan je Nubsko Gora, vse na Sudan je Blue Nile. Prej so bile, recimo, to so Kenci, to je to in to je ta in to je stvari. In tukaj, recimo, vlada je prej naredili zelo velike napaka in ta napaka ni da popraviti.
Ampak ko Sudanci poleg tega med sabo civilni država, ljudi, so med sabo združili nazaj. Dobili ti zaupanja biti Sudanci in živiti skupaj. Tega bomo naprej delali, upam, da oni čim prej bomo končali, tu bomo živeli. Če kakšno drugo vprašanje, bomo poskušali odgovoriti. Jaz samo ugibam, da mora biti ura nekaj malega čez 9 ali pa malo čez 9, nekaj takega, tako da, a se lahko zmenimo tako, bi jaz zdaj njih 3 in Bojano, torej vse 4, prepustil vam v neko oskrbo tipa neformalnega druženja, da pristopite do njih in jih vprašate, karkoli želite. Tako da za sam konc ni nekih velikih besed, ne bi teh besed poskušal nekako, se reklo, nadmašiti po naše. Mislim, da je tudi Tomo vse, kar je prej govoril v zadnjem in predzadnjem odgovoru, dal zelo neke jasne vtočnice za nadaljne razmišljanja in tako naprej. Mogoče še Bojana, res, če hoče samo kaj povedati. Bi ti še kaj dodala, prosim te. Zavradiš mikrofon, spira pri nas. Ja, kva pa ne zdaj povem, ste vse povedali. Jaz sem sam vesela, da v bistvu ste tukaj, da ste pripravljeni slišati, ker res, jaz se vedno sprašujem, kako te občutke, ki jih doživiš, prenesti na ljudi, da bodo sočutni, da bodo začeli razmišljati in da ne bodo čakali, da se bo nam začeli to dogajati. Ne? Res, kadar se srečaš s temi ljudmi, kot se srečujeva midva, ko se v bistvu rokuješ z njimi, ker najprej si rečeš, sej ne bom se z gobovcem rokova, da se ne bom nalezil. Ampak, a veste, ko si tam, ko vidiš, kako ti ta mama hoče postrežiti s tisto edino hrano, ko jo ima, takrat se nekaj časa še izogibaš, pa gledaš, kam se boš usedel, pa da ne bo slučajno se kaj dotaknil. Ampak potem vse te brijere padajo, zato ker si človek, ker je tudi on človek in potem rečeš, no, ja, zdaj sem tukaj, zdaj sem z njimi, zdaj želim to zgodbo v bistvu posneti, jo prenesti naprej, zato da ne bo treba tej mami, tem očetu, tem stricu trpeti, ker imamo vsega preveč, še vedno tle, kjer smo v tej civilizaciji. In jaz sem drugače učiteljica, potem opazujem otroke, vedno si rečem, otroci so tisti, na katerih je treba svet graditi, ker oni so še sočutni, tisti ta mali še znajo čutiti, oni me večkrat na sred pouka ustavijo in vprašajo, učiteljica, kako so moji sovrstniki v Sudanu, a res jih še napadajo, zakaj mora ta stric za gobovostjo umirati, če imamo pa mi toliko zdravil? In potem razmišljajo, kako bojo oni postali predsedniki, da bodo lahko pomagali tem ljudem. Skratka, sred matematike začnejo govoriti o teh svojih sovrstnikih, o teh ljudeh, o katerih so slišali. In potem si mislim, kje se pol to zgubi? Kdaj pozabimo na vse to? In prej je Tomo rekel, ko se obdobje konča, se življenje začne, ne ravno obratno, ne malo je v bistvu pohitel z besedami, ko se obdobje konča, se življenje začne. Jaz, ko pridem med te ljudi, sem šele čutim, kdo sem in začnem razmišljati, kdo sem. Ravno zdaj, ko sem vas poslušala vse skupaj, sem razmišljala, zdaj nisem več toliko občutljiva, ker preden sva prišla sem se najedla, kosila in se mi zdi, da sem preveč pojedla in se že počutim preveč sito, no. Se mi zdi, da takrat, ko sem lačna, takrat bolj čutim s temi ljudmi in jih tudi bolj razumem. Letos, ko sva šla, se mi je naredila ena zanohtenca prvič v življenju, pa se mi je gnojila celo pot in sem rekla, Marija, meni se zdaj tole vse skupaj nič ne gnoji, pa se, ne vem, sama sebi smilim, te ljudje pa trohnijo, res gnijajo pri živih telesih, vidiš, kako se mu gnoj cedi iz roke, pa si ne mora pomagati. Mi pa ta zdravila imamo, pa so naju 1 leto zajbavali, da nam pač so kradli čas, zato je prej Tomo rekel, mi 2 zdravila bova nesla na svoje roke in jih bova tja prinesla, zato ker si ta zdravila zaslužijo, ker so ravno tako ljudje kot mi in od njih se lahko naučimo še tega, kar nam tukaj manjka, oziroma kar so nam s to tehnologijo odvzeli.
Jaz nisem proti tehnologiji, z njo se lahko razvijamo, ampak zgubili smo, pa ko gledam mladino, zgubili smo takole stik z očmi, zgubili smo pogovor, vse je lažje prek telefona in ne usedemo se več, ne pogovarjamo se več. Mogoče sam še za konec, ko pridem iz Afrike, preden otrokom pokažem fotografije in posnetke, vse jim pokažem tudi najbolj grozne in vse razumejo, jim na sredo razreda stresem arašide in potem rečem, dajte tako kot v Nubskih gorah, lušite si te arašide in se bomo pogovarjali. Jaz jih 1 uro ne dobim, ker oni si luščijo arašide in se pogovarjajo in jih nič ne zanima, ne jaz, ne nič okrog mene. Skratka, tisto, kar imamo, moramo gojiti in bomo skupaj zmagali, jaz sem prepričana. Jaz se vam samo še enkrat zahvaljujem, seveda tudi organizatorjem, Slovenskemu mladinskemu gledališču in vsem vam in vsakomur posebej, da ste prišli. Res vam hvala. Vidite, koliko to vsem pomeni in tukaj jih imate. Tako da naslednje pol ure so vaši, jaz se umikam in izvolite, karkoli želite, še jih vprašajte. Ta zadnji aplavz pa je tako za njih, kot je za vas. Tako da hvala vam še enkrat.